Torej, lepo pozdravljeni vsi na današnjem srečanju ob dnevu lahkega branja. 28. maja torej obeležujemo in zato smo se odločili, da danes v okviru Društva bibliotekarjev Celje in Društva bibliotekarjev Maribor, lepo pozdravljam tudi Branko Kerec iz Maribora, torej povabimo Tatjano Knap, nekako zagovornico lahkega branja pri nas, direktorico zavoda RISA, ki se že kar nekaj let ukvarja s tem področjem. Nam knjižničarjem pa moram reči, da morda še ni toliko blizu, oziroma nekaj knjig je že seveda izšlo, ampak kljub temu morda nimamo dovolj prakse na tem področju. Smo torej gospoda Tatjano Knap povabili, lepo pozdravljam, da nam torej predstavi to področje in nekako smo si zastavili to srečanje v dveh delih, se pravi najprej nek teoretičen uvod, potem pa bi bila neka debata med nami knjižničarji, da nekako povemo, s kakšnimi težavami se srečujemo in kako bi lahko to rešili. Naj še povem, da današnji dogodek snemamo, tako da mislim, da bi bilo to za uvod vse. Veseli me, da ste se odzvali. Zaenkrat nas je torej 20 udeležencev, morda se še k nam kdo priključi. Hvala pa tudi seveda ZBDS, da je z nami in da omogoča, da tehnika deluje. Tako da, prosim, gospa Tatjana Knap, predajam vam besedo. Najlepša hvala za tole današnjo povabilo. Sem zelo vesela, seveda, da sem tu na ta dan in vsem danes prisotnim želim, bi se temu reklo, veseli mednarodni dan lažjega jezika, lahkega branja, v katerem seveda praznujemo tudi mi z našim lahkim branjem v slovenščini ali lažjo slovenščino. Jaz sem Tatjana, prihajam iz zavoda RISA, smo nevladna organizacija, ki se že nekako dobro desetletje ukvarja s tem področjem lahkega branja. In danes vam bom nekako predstavila osnove, za katere se meni zdi, da bi bile vam zanimive, potem pa seveda bom povabila k eni taki debati, v kateri bomo poskušali najti tudi neke skupne zaključke. Vabim vas, da me kadarkoli prekinete, vprašanja, pobude, ideje lahko padajo tudi med seveda tem prvim delom. Lahko kaj napišete v naš klepet, v čvek in se bom trudila, da bom to sproti seveda tudi čim bolj spremljala. Ne omenim še, da z nekaterimi se verjetno že nekako poznamo, če ne drugače pa po imenih pa po priimkih, ko vidim zdaj nekako imena in priimke udeležencev. Zdaj pa iz tega kar dolgega uvoda, jaz sem že prej opozorila, da se jaz včasih zelo zaklepetam, pa me je pol treba odrezati, pa gremo kar na predstavitev. Najprej bom jaz tu delila moj zaslon, pa bom pol samo prosila za povratno informacijo, če se predstavitev vidi. Se vidi. Ok, tu bomo šle nazaj. Tako. Skratka, tule gor na to prvo drsnico sem zapisala tudi svoj elektronski naslov. Če bi imela v prihodnosti kakšna vprašanja, kakšne pobude, ideje ali karkoli drugega, se seveda lahko obrnete name tudi preko tega elektronskega naslova. Za lahko branje verjetno kot bibliotekarke, kot zaposlene v knjižnici, kot strokovnjakinje na tem področju. Jaz mislim, da ni nobenega moškega, se opravičujem, če zdaj samo ženske naslavljam, ampak mislim, da smo bolj ženska zasedba. Skratka, ta koncept lahkega branja verjetno nekako že poznate, vsaj tako nadaleč, recimo. Si približno predstavljate, zakaj si gre. Ja. No, mi smo ravno to vprašanje, ali ste kdaj že slišali za lahko branje, se vam zdi, kaj bi to lahko branje bilo, postavili v okviru enega izmed naših evropskih projektov. To je bil projekt PERLSI, kjer smo v Litvi, Latviji in pa Sloveniji raziskovali, koliko ljudje poznajo lahko branje in kaj si mislijo o njem. Splošno javnost in pa različne ciljne skupine, ki jih bomo kasneje tudi podrobneje opredelile, smo v raziskavi vprašali,
Ste že slišali za lahko branje? Poznate lahko branje? Na anketo je odgovorilo 477 ljudi iz splošne javnosti, skratka, to je bila spletna anketa, poslali smo jo na različne naslove, objavili smo jo na Facebooku, različne organizacije so jo objavile na svojih spletnih straneh. In rezultati, ki so iz tega, potem seveda, ko smo te rezultate dobili, rezultati, ki so išli, so kar spodbudni za lahko branje v Sloveniji, kajti dobrih 30% ljudi je reklo, da je slišalo za lahko branje in ga uporablja. 41% ljudi je reklo, da so sicer že slišali za lahko branje, a ga še niso uporabili. Nekje dobra četrtina pa je rekla, da še ni slišala za lahko branje oziroma ne ve. Odstotek tistih, ki so rekli ne vem, je bil nekako zanemarljiv. Enako vprašanje, malo drugače formulirano, smo postavili tudi ciljnim skupinam in smo jih vprašali, ali poznate lahko branje. Tu smo imeli nekaj več težav s pridobivanjem odgovorov, ker preden da smo prišli do teh naših ciljnih skupin, smo se morali obrniti na različne organizacije in potem je bilo v teh organizacijah, vse to poznate, to sodelovanje med različnimi ustanovami, med različnimi organizacijami, inštituti in tako naprej, potem zelo odvisno, na koga potem organizacijah tudi naletimo. Ampak na koncu smo dobili kar dobro številko, 222 odgovorov in tudi zelo spodbudno je bilo, da je več kot 64% vprašanih reklo, da poznajo lahko branje, 26%, skratka, zgolj malenkost več kot pri splošni populaciji ga ne pozna in nekje dobrih 9% je reklo, da niso sigurni, kaj bi zdaj s tem lahkim branjem, kam bi ga uvrstili. Vprašali smo jih pa tudi, če so že kdaj težko razumeli pomembne informacije, če se jim je kadarkoli v življenju pač kakšno besedilo zdelo pretežko. In kot si lahko predstavljate, recimo vam se je že kdaj zdelo kako besedilo pretežko, na splošno, če pomislimo na vsa področja svojega življenja. Se zgodi, jaz priznam, da se mi, včasih, ko dobimo kako pošto iz davčne uprave, ponavadi kar preletimo, pa iščemo tiste podatke, ki so za nas zanimivi, a pa recimo kakšen izvid od zdravnika in tako naprej. In po pričakovanjih je kar vsega skupaj nekako 80% ugotovilo, da včasih ali pa pogosto se jim zdijo besedila pretežka. Samo 17% je bilo takih junakov, ki so odgovorili, da ne nikoli, da oni pa vedno vse razumejo. Moram to tudi poudariti, da so pretežno odgovarjali ljudje, ki imajo nekako fakultetno ali pa še višjo izobrazbo. V povprečju je bilo največ teh odgovorov. Pri ciljnih skupinah je bilo vprašanje malo drugače zastavljeno, ali kdaj težko razumete pomembne informacije, ker so v težkem jeziku. In so tudi oni rekli, ta odstotek tistih, ki so rekli, ja, večkrat je bil seveda malo višji, skoraj proti 1/3 je že šel, da včasih je potem odgovorilo 55% vprašanih, ampak tudi zanimivo, dobrih 12%, skoraj 13% vprašanih je bilo samozavestnih o tem, da informacije vedno razumejo. Zdaj, ko govorimo o lahkem branju ali v lažjem jeziku, nekje v mednarodnem prostoru se ta poimenovanje lažji jezik sploh v zadnji 2 leti precej uveljavlja. Govorimo predvsem kot v nekem orodju za dostopno komunikacijo, podobno kot je to brajca, podobno kot je znakovni jezik, podobno kot so zvočni opisi. Ravno v teh dneh smo doživeli sklep o vpisu slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo, kar je krasno, tudi recimo mi to podpiramo in opozarjamo pa seveda na to, da so informacije v dostopni obliki pravica prav vseh ljudi in da je tudi lahko branje ena izmed teh tehnik, ki dostopno komunikacijo omogoča in ne navsezadnje to pravico do informacij v prilagojeni oziroma ustrezni obliki nekako zapoveduje tudi Konvencija o pravicah invalidov iz leta 2006, ki smo jo v Sloveniji ratificirali, podpisali, z zakonom vse uredili že leta 2008. Zdaj, koliko so stvari urejene na tem področju, pa bomo malo kasneje pogledali. Ja, zdaj, osnovno načelo vsega je, da ljudje imamo enake pravice, čeprav imamo različne potrebe. Skratka, zdaj, da bomo lahko te enake pravice uresničili, moramo zaradi različnih potreb najti
različne načine. In pri enakih pravicah, ko bomo danes govorili o pravicah, govorimo o pravici do informacij, pravici do vključenosti in o pravici do sodelovanja, pri čem sta zadnji dve, vključenost in sodelovanje, brez informacij, brez komunikacije, seveda nemogoči. Zdaj sem jaz tu izrezala iz časopisnih objav oziroma člankov ene take naslove oziroma podnaslove, ki se jih morda spomnite oziroma jih sigurno poznate. Nekaj let se zdaj že pri nas govori o tem, kako smo Slovenci slabo pismeni. In potem so bili recimo tudi v časopisu na spletu taki zanimivi naslovi. Četrtina odraslih prebivalcev Slovenije je komaj pismenih, vsak četrti prebivalec Slovenije je komaj pismen, vsak četrti Slovenec težko bere besedila. Skratka, ta zadnja PIAAC raziskava, evropska raziskava različnih veščin, ki jih pač ljudje imamo, je pokazala, da med 4,9 in 27,7 odraslih Evropejcev dosega prvo ali manj kot prvo raven besedilnih spretnosti. Zdaj, kje se tu uvrščamo Slovenci? Ta podatek kot strokovnjakinje sigurno poznate. Slovenija je nad povprečjem Evropske unije. Ta odstotek je 24,9, vsak četrti prebivalec Slovenije skoraj, kar pomeni, da ima eden od 4 odraslih v Sloveniji dejansko nižje besedilne spretnosti. Skratka, eden od 4 odraslih potrebuje lahko branje. Koncepta preprostega ali enostavnega jezika, kot ga v tujini poimenujejo recimo z angleščino plain language, pa Slovenija še sploh ni razvila, tako da ne moramo govoriti o nekih prehodnih oblikah, recimo o enostavnem jeziku, ki bi bil opredeljen kot jezik, s katerim morajo uradniki komunicirati, da bodo informacije dostopne za prebivalstvo in tako dalje. Skratka, tega preprostega ali enostavnega jezika se danes pravzaprav sploh ne bomo dotaknili. Zdaj mogoče za tiste, ki teh stvari ne poznate tako v podrobnosti, tudi jaz nisem strokovnjakinja na tem področju, ampak jaz sem prepričana, da jih bolje poznate kot jaz. Na prvi ravni besedilnih spretnosti so odrasli sposobni prebrati kratka besedila o znanih temah in najti eno točno določeno informacijo, ki je po obliki in vsebini enaka vprašanju oziroma navdilu. Že ta definicija je nekako precej zakomplicirana. V Evropi, zdaj sem omenjala to raziskavo, v Evropi se je lahko branje oziroma lažji jezik začel kot veliko stvari razvijati nekje v Skandinaviji. In sicer so na Švedskem različni aktivisti v različnih organizacijah, ki so se nekako ozavestile in spomnile, tudi ljudje, ki imajo recimo različne kognitivne ovire, na primer ljudje z motnjami v duševnem razvoju imajo kaj zapovedati, bi lahko kaj povedali. Ti aktivisti so nekako začeli z promocijo in razvijanjem njihovega letlest, to pomeni lahko branje, in to je bilo v 60. letih prejšnjega stoletja. Oni so zelo zgodaj ustanovili tudi državni center za lahko branje, ki je sicer kasneje prešel pod državno organizacijo za dostopne medije, ampak to je že čisto ena druga zgodba. In iz Švedske so se potem te stvari nekako začele razvijati tudi na Norveškem in Finskem, to je bilo v 80. letih prejšnjega stoletja, potem pa se je razširilo še na ostale skandinavske države in značilnost teh držav in njihovega lahkega branja je, da so precej praktično usmerjeni in da se te stvari prihajajo predvsem iz različnih organizacij, tudi nevladnih in strani aktivistov, kar je primer tudi v Sloveniji v zadnjih letih. To bomo pa videli na časovnici za Slovenijo. Skratka, 60., 70., 80., 90. se te stvari nekako dogajajo predvsem v Skandinaviji, ko govorimo o Evropi. Prva prelomnica, taka, ki je pa potem stvari premaknila tudi v drugih državah, je bila ta konvencija o pravicah invalidov, ki v 9. členu opredeljuje dostopnost, vključno z dostopnostjo informacij. Skratka, države so se zavezale k temu, da bodo prebivalcem omogočile dostop do informacij in kaj zdaj narediti s tem. In potem so začele odkrivati tudi ta koncept lahkega branja. Prve smernice za lahko branje so predvsem neki taki prvi osnutki, so nastali v IFLI,
in sicer so bile to smernice za lažje berljivo gradivo, takrat še zelo ohlapne, iz leta 1997, kasneje pa so bile v letih 2003, 2007 in 2010 posodobljena in tudi smernice za knjižnične programe opismenjevanja obstajajo. To se je skratka razvijalo tam nekje v leta 1997. Potem, dobrih 20 let potem, pa so izšle smernice organizacije Inclusion Europe, ki so zdaj poznane kot evropske smernice. Inclusion Europe je pa zveza organizacij, ki delajo z in za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Potem ko so te smernice išle, so različne države te smernice nekako posvojile, prilagodile, prevedle in začele razvijati lahko branje oziroma lažji jezik v svojih državah. Za zadnje 2-3 leta pa je značilno zelo pospešeno evropsko sodelovanje, ki se izkazuje v različnih konferencah. Recimo ena taka izmed prvih konferenc je bila konferenca na področju raziskav lahkega branja, to je bila Klara 2019 na Finskem. Potem lansko leto so se različne organizacije in univerze in tako naprej dogovorile, da bo 28. maj mednarodni dan lažjega jezika. Pa še ena zelo zanimiva stvar se bo zgodila in to smo mi, vsi, ki smo pri tem sodelovali oziroma se s tem ukvarjamo, smo seveda že komaj čakamo in smo navdušeni. Poleti bo izšel priročnik oziroma nekako pregled lažjih jezikov v Evropi, in sicer v znanstveni zbirki založbe Franklin-Time, in tam imamo tudi Slovenci svoje poglavje o lahkem branju v slovenščini. Je bila pa to ena taka čisto spontana pobuda, ki se je pridružila se je večina evropskih držav in tudi zelo na prostovoljni bazi so potem te stvari se zapisale, nastale in oblikovale. Kar se pa tiče Slovenije, pred letom 2000 nimamo časovnice, nekje okrog leta 2000 lahko govorimo o prvih začetkih lahkega branja pri nas, in sicer v EDC Tončke Hočevar so pred leti izdajali eno zelo zanimivo, sicer plačljivo revijo Hanca, in so za to leta 2001 tudi dobili neko posebno nagrado. Potem recimo en tak primer je knjižica Preprosto evro, ki je bila delana za vse prebivalce Slovenije, pač takrat, ko smo se osamosvajali in so ti projekti bili naravnani v to, da pač dobimo čim bolj dostopne in čim bolj dobre informacije. Potem leta 2008 je šel lahko berljiv vodnik po konvenciji o pravicah invalidov. Skratka, to so ene take posamezne ptice lastovice na področju publikacij v lahkem branju. Potem pa se je pri nas neka taka ekspanzija oziroma razmah se je zgodil še ne leta 2009 z evropskimi smernicami, ampak ko smo delali pregled, smo ugotovili, da je to po letu 2011, nekako med leti 2011 in 2017. Takrat je tudi nastal naš zavod RISA leta 2011 v CUDV Črna na Koroškem, to je Center za usposabljanje, delo in varstvo ljudi z motnjami v duševnem razvoju vseh starosti. Smo od leta 2011 imeli tudi različne bralne skupine. Na zvezi Sožitje so leta 2012 priredili evropske smernice Inclusion Europe, ki sem jih omenila. Hkrati smo izdali na RISI prve priredbe leposlovja, pa imeli smo prvi nacionalni posvet. Uspeli smo, da sta bile v resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-18 opisane dve stvari, in sicer je to kot lahko branje, kot orodje dostopnosti, in pa ljudje z motnjami v duševnem razvoju kot ciljna skupina med govorci s posebnimi potrebami. Potem se je v letu 2017 tudi ustanovilo Društvo za dostopno obliko, za prilagojeno obliko komunikacij Labra, in skratka še ogromno je bilo teh stvari, ki so se v teh letih dogajale.
Za obdobje po letu 2018 pa je precej značilno že to evropsko sodelovanje. Morda poznate naš nacionalni projekt Lahko je brati, ki je bil sofinanciran strani Evropskega socialnega sklada in pa Ministrstva za kulturo. Tam smo bili zavod RISA nosilec projekta, je pa z nami med ostalimi partnerji sodelovala tudi Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika in v tem projektu, ki je potekal v letih 2018-2019, smo nekako razvili neka temeljna orodja, temeljne smernice za lahko branje v slovenščini, ki so res izhajale iz naših bralcev iz našega prostora. V zavodu RISA smo vključeni v različne mednarodne projekte in se izključno iz tega, moram reči, tudi financiramo nič strani države, in sicer so to mednarodni projekti Erasmus plus EasyIt, kjer delamo na tem, da bi ljudje znali pripraviti audiovizualne informacije na lažji način, da bodo dostopne starejšim ljudem z različnimi ovirami. Potem je zelo en zanimiv projekt Train to Validate, kjer se trudimo za to, da bo posebna formalna vloga namenjena testnim bralcem ali validatorjem lahkega branja in pa tudi koordinatorjem, ki delajo z njimi, in pa ta že omenjeni Perlsi, kjer skupaj z Litvo in Latvijo pač nekako raziskujemo odnos do lahkega branja v teh treh državah in tudi postavljamo potem različne smernice. To poglavje o lažji slovenščini v tej knjigi Handbook of Easy Languages in Europe sem pa že tudi omenila. Mogoče na tej točki karkoli, kako vprašanje, kakšna ideja, pobuda ali kar gremo dalje. Okay. Lahko gremo dalje. Ja. Zelo na hitro bomo zdaj šle skozi, ker te stvari najbrž že tudi kar poznate. Čeprav seveda jaz tega ne morem zdaj zagotovo trditi. In sicer bomo dali neke poudarke, recimo, ki je dobro, da jih vemo, kadar se pogovarjamo o lahkem branju v slovenščini, o lažji slovenščini, neka poglavitna izhodišča bomo spoznali. In sicer so to ciljne skupine, vprašanje jezika, vprašanje slik, vprašanje postavitve in oblikovanja, vprašanje pragmatičnega vidika in pa vprašanje vključenosti. Ciljna skupina je zelo raznolika pri lahkem branju. Prej smo ugotovili, da nekako po zelo grobih in pa kar nizkih ocenah lahko branje prav pride četrtini prebivalcev Slovenije. Nekako jih v stroki se potem, stroki lahkega branja, se ciljne skupine delijo nekako na dve večji skupini. In sicer je prva skupina ljudi, ki lahko branje potrebujejo stalno. To so na primer ljudje s kognitivnimi ovirami, kot so ljudje z motnjami v duševnem razvoju, ali pa recimo ljudje včasih tudi pri nekaterih, ki so senzorno ovirani, recimo ljudje, ki se rodijo gluhi, so recimo ena taka značilna skupina, kjer slovenščina kot taka ni njihov prvi jezik, ampak je mogoče slovenski znakovni jezik in tako dalje. Skratka, tudi recimo mi bomo mogoče nekoč sodile v to ciljno skupino, ko se bomo postarale, ko bomo doživljale te z starostjo pogojene kognitivne težave, bomo tudi mogoče mi enkrat postale uporabnice lahkega branja. In za to skupino, ki lahko branje potrebuje stalno oziroma ga bo potrebovala stalno, moramo biti pazljivi tako na jezik, kot na slike, postavitev in oblikovanje in pa tudi pragmatični vidik lahkega branja. Kaj vse to je, bom nekako orisala kasneje. Na drugi strani pa je še ena tudi zelo velika ciljna skupina in to so tisti, ki se pravzaprav jezika učijo in bodo bolj verjetno kot ljudje iz prve skupine tudi nekako napredovali v tem učenju jezika. Saj tudi recimo ljudje z motnjami v duševnem razvoju zelo dostikrat pridobijo različne veščine, sploh ta funkcionalna pismenost se pri njih v teh bralnih skupinah precej dvigne in tako naprej, ampak predvsem za to drugo skupino je značilno, da bodo lahko branje pa verjetno potrebovali samo prehodno nekaj časa.
časa. Recimo priseljenci so ena taka skupina, ljudje, ki se šele učijo jezika, ljudje, ki imajo zaradi raznih razlogov slabše razvite jezikovne veščine, mogoče niso imeli priložnosti se uriti v tem, ali pa recimo je bilo obdobje šolanja za njih zelo stresno in mogoče v nekem delu tudi neuspešno. Recimo otroci so pogojni tudi lahko uporabniki lahkega branja. Moramo pa pri tej skupini paziti predvsem na jezik in pa uporabo slik. Postavitev in oblikovanje in ta pragmatični vidik pri njih nista tako pomembni. To je recimo zelo pomembno, kadar boste pripravljali, recimo, da se odločite, da boste pripravili zdaj pač neko lahko branje, a se v vaši knjižnici odločite, da boste naredili neko publikacijo. Pri lahkem branju moramo vedno vedeti, kdo je naša temeljna ciljna skupina. Vprašajmo se, za koga delamo. Če bomo rekli, zdaj pa mi moramo nujno nekaj narediti za priseljence, pa bomo mi upoštevali recimo, pa pripravimo nekaj skupaj z njimi, pa upoštevamo ta jezik in slike in ta recimo smernice, moramo vedeti, da če bomo mi delali samo za ciljno skupino priseljencev in to, kar oni potrebujejo, mogoče ne bo uporabno za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Če bomo pa delali za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, bomo rekli, zdaj pa oni potrebujejo recimo en vodnik po knjižnici ali karkoli, bomo pa zelo hitro ugotovili, da moramo pri njih biti razen na jezik in slike, zelo pozorni na postavitev in oblikovanje in še na nekatere druge vidike in bo pa to ta stvar, ki bo nastala, seveda uporabna tudi za druge ljudi, ki potrebujejo lahko branje. Skratka, če si predstavljam, da sem jaz priseljenka, ki dobim eno stvar v lahkem branju, ki je oblikovana na tak način, da je informacija res dostopna, bo to za mene dobro in bom lahko informacijo uspešno pridobila in predelala, obratno pa ni nujno. Ja, prej sem že omenila tudi mogoče to, da ne pozabim povedati, lahko branje oziroma lahek jezik je prvotno mišljen predvsem za odrasle, ki potrebujejo prilagoditve na področju jezika. Se pa seveda različni časopisi in tako naprej uporabljajo tudi za otroke. Otroci s posebnimi potrebami so pa potem že druga skupina, ki potem tudi potrebujejo različne prilagoditve pri gradivih, ampak danes se bomo pogovarjali predvsem o odraslih. Jezikovne prilagoditve pri lahkem branju bomo zgolj priletele, ker zdaj nismo tu zato, da se poglabljamo v te stvari, ampak recimo za koga bo sigurno zanimivo. Pri lahkem branju je precej smernic, ki so neodvisne od značilnosti slovenščine. Skratka, v različnih državah z različnimi ciljnimi skupinami smo nekako prišli do ugotovitev, da nekatere stvari držijo povsod. In sicer pri diskurzu gre to recimo za kontekst. Vedno moramo paziti na to, da predhodno znanje ni samoumevno, da bomo mogoče mogli kaj dodati. Zato tudi pri lahkem branju ne govorimo ponavadi o prevajanju v lahko branje, ampak govorimo o prilagajanju v lahko branje, ker mogoče bomo kakšne stvari tudi vzeli, mogoče bomo kakšne stvari dodali. Skratka, vedno gledamo na informacijo kot celoto. Intertekstualnost je pomembna, kako poznamo recimo druge tekste na to temo, potem zvrsti besedila, kaj je značilno za različne zvrsti besedila. Pri besedišču je načeloma pravilo to, da uporabljamo kratke, natančne, se pravi pri natančnih lahko mislimo tudi na to, da ne uporabljamo besed, ki imajo več pomenov, potem uporabljamo pogoste besede in smo zelo previdni pri sopomenkah in metaforah, ker ljudje zelo pogosto, bolj pogosto, kot bi si mislili, stvari vzamejo lahko dobesedno. To se nam zgodi včasih, jaz dam ponavadi kar primer iz našega priročnika in sicer je to Simon strelja kozle, mi rečemo Simon nehaj streljati kozle in potem Simon reče, saj pa nimam puške, ampak to so primeri, ki se dejansko zgodijo v praksi in potem rajši uporabljamo Simon nehaj govoriti neumnosti ali nekaj podobnega.
Pri skladnji gre pri lahkem branju, lahkem jeziku za kratke, preproste povedi. Velikokrat so sploh na nižjih stopnjah lahkega branja, ki se jih bomo kasneje dotaknili, enostavčne povedi ali pa dvostavčne povedi. Previdno uporabljamo zanikanje, uporabljamo predvsem tvornik, skratka rečemo, gospa Brina je napisala knjigo, ne rečemo, knjiga je bila napisana, ker pri trditvi knjiga je bila napisana, gospo Brino izločimo in potem ne vemo, odkot in kako se je knjiga kar sama, na primer, napisala. Pri besedilu kot takem so pomembni podnaslovi, so zelo dobrodošli, to ugotavljamo mi vedno znova z našimi bralci, podnaslovi, ki nekako povzamejo informacijo. Tudi te delitve na odstavke, da so med odstavki še malo večji razmaki, so recimo pomembne, ampak to je potem že stvar oblikovanja. Poudarimo pomembne informacije, naštevamo v vrsticah s temi črticami, ne vem, kako se pri nas reče tem pikicam, ni mi še uspelo izvedeti, v angleščini so bullet points. Tako da ne čisto naštevanje z pomišljaji, ampak naštevanje z pikicami, take okrogle črne pikice so. Ja. Potem pa so seveda določene smernice, ki se nanašajo na slovenščino kot tako, in dostikrat dobimo recimo od učiteljev ali pa jezikoslovcev vprašanje, kako natančno pa zdaj se sestavim nek stavek. Mi jim potem odgovorimo. Pri lahkem branju sledimo slovničnim pravilom. Dogovorjena izjema je citiranje, kjer mi recimo pri nas v slovenščini, pri leposlovju, namesto teh znakov, narekovajev in tako dalje, uporabljamo udebeljen tisk. Zaradi tega, ker je bilo pač na testiranju to z bralci lažje in so nekatera ločila za njih kar težka potem na splošno za preberanje. Priporočamo to kratko slovnico Kozme Ahačiča, nekje, če poznamo slovnico nekje do 7., 8. razreda osnovne šole, recimo, to je nekje tisto, s čimer si lahko pomagamo. Kar je še značilno za slovenščino je, da ima zahtevno oblikoslovje. Lahko si uporabljamo recimo eno orodje, ki smo ga razvili v okviru projekta, lahko je brati Solažje sopomenke. Razvili smo eno besedišče, kjer recimo priporočamo, katero lažjo besedo uporabiti, namesto katere pogoste težje besede. In potem, če recimo delate seveda z ljudmi, ki se učijo jezika, na primer z priseljenci, je potem potrebno, oni bojo recimo glede na izkušnje imeli težave z uporabo šumnikov in z dvojino, tako da moramo biti tam še posebej pazljivi. Pomemben del lahkega branja, lahkega jezika so ilustracije, zdaj lahko so to fotografije, lahko so to risbe, lahko so to neki simboli, s tem, da ljudje včasih tudi recimo mislijo, ko se pogovarjamo na te teme, rečejo, mi poznamo zdaj te zelo dobre oblike oziroma nabirke simbolov, komuniciranje s simboli, pa bomo mi zdaj simbole uporabljali. Recimo različni piktogrami, ki so kar podobni simbolom, so v lahkem branju problematični, zato ker morajo biti tudi fotografije, risbe zelo na prvo žogo. Skratka, če gre za neke simbole, ki se jih moramo mi šele naučiti, da bomo vedeli, kaj pomenijo, jih potem recimo ne moramo dati v eno knjigo leposlovja, ker bi mogli ljudi, ki bodo to preberali, tiste simbole šele naučiti, da bi si oni potem lahko iz teh simbolov dobili neko dodatno informacijo. Kar se tiče fotografij, so včasih zelo uporabne, včasih pa nastaja težava, ker se ljudje s fotografijami težje poistovetijo kot z risbami. Preveč konkretne so včasih fotografije in če imamo mi tam enega konkretnega človeka, se potem bralec recimo z njim težje poistoveti in težje vstopi v neko polje abstraktnega, ker je fotografija seveda zelo konkretna, saj vsebuje, na primer, sploh, kadar imamo tu človeka, konkretne ljudi. Zdaj, kaj je vloga? Vloga ilustracij v lahkem branju je zelo pisana. Lahko gre za ilustracijo besedila, kjer ponovimo neko informacijo, jo ponazorimo.
Lahko dopolnimo informacijo iz besedila, naprimer, kadar govorimo o kakih zgodovinskih zadevah, pa ne pišemo recimo, kako je izgledal ta grad, na katerega smo šli, je ta informacija jasna potem iz risbe. Lahko je pa seveda ilustracija, nekateri ljudje ne berejo, ali pa recimo se niso nikoli naučili brati, je lahko ilustracija tudi samostojna ilustracija. Ampak še enkrat poudarjam, da tu ne gre za simbole, ampak za ilustracije, ki jih tudi preverimo na tak način kot besedilo. Z bralci preverimo, ko pripravljamo lahko branje, a je jasno, kaj je na sliki. Oni nam povejo, kaj je na sliki, in potem iz te njihove pripovedi točno vemo, kaj jih zbega. Skratka, nekdo, ki bo prvič odprl knjigo in bo prvič gledal to ilustracijo, mora dobiti popolno informacijo. Kar se tiče postavitve in oblikovanja, gre tu za neke smernice, kako organizirati te informacije na listu, ekranu. Prej mogoče nisem omenila pri prejšnjem delu, ta organizacija informacije je zelo pomembna iz večjih vidikov. Gre tudi recimo za to, da po kronološkem redu oblikujemo informacijo, da stvari sledijo nekim logičnim zaporedjem, da ne preskakujemo. Kadar pa govorimo o organizaciji informacije na listu ali ekranu, pa govorimo predvsem o tem, da so črke večje, da so razmiki med vrsticami in črkami večji, da je kontrast med pisavo in podlago, da recimo ohranjamo nekje 40% praznega prostora. In to je še bolj pomembno, kadar delamo informacije za splet, ker seveda raziskave kažejo, da na spletu ljudje pa še težje beremo kot pa z lista. Tako, če pogledamo čisto na oko, kako izgleda recimo en ta klasičen tekst na desni strani, to je iz našega težjega priročnika, lahko je brati, in pa kako izgleda tako čisto na oko en tekst v lahkem branju, to je pa napisano na 4. stopnji lahkega branja, skratka na tisti najtežji stopnji. Mogoče glede teh prvih usmeritev, kakšno vprašanje, kakšna ideja? Ne, imeli pa primer. Okay. Potem predlagam, da gremo kar naprej. Medtem ko se ostali vidiki, ki smo jih zdaj omenjali, nanašajo na razumljivost informacije, besedila, pa tudi ilustracije. Gremo zdaj na pragmatični vidik, ki pa se nanaša na sprejemljivost. In sicer sprejemljivost tem, ki smo jih postavili v lahko branje, to pomeni, da recimo za odrasle ne pripravljamo vsebin, ki bi jih pripravili recimo za otroke, kako je miška zjutraj odnesla zobek, in s tem si naši uporabniki v EDC-ju ne bojo imeli kaj pomagati. So pa seveda dolga leta imeli na razpolago samo tovrstno literaturo, ker je pač težina jezika ustrezna. Tu govorimo tudi o sprejemljivosti koncepta lahkega branja. Recimo včasih se pojavijo pomisleki, zdaj bojo pa naši dijaki v srednji šoli brali tole Visoško kroniko v lahkem branju in se itak nobenemu ne bo dalo več brati originalne Visoške kronike. To s pravico do dostopnosti informacij nima kaj dosti skupnega, mi pa spodbudimo profesorje, ki izrazijo ta pomislek predvsem k temu, da to lahko branje, če kdo res prebral to lahko branje, izkoristijo za to, da mogoče pač potem tega bralca motivirajo, da bo prebral tudi original in ga bo lažje razumel, skratka, da bo tudi nekako stopenjsko napredoval, mogoče ga bo tudi tema zaradi tega lahkega branja zanimala. Imamo pa tudi pričevanja od profesoric, učiteljic iz te najvišje stopnje v osnovni šoli, ki pravijo, da so njihovi učenci, učenke s posebnimi potrebami, to lahko branje tudi uporabljajo pri pouku, recimo kot domače branje, potem v tej knjigi poročajo in tudi potem poročajo o tej strašnem zadovoljstvu mladih ljudi, ki so dejansko končali, prebrali eno knjigo, ki je primerna njihovi starosti in so jo tudi uspešno recimo zaključili. Obenem pa dobili neko splošno kulturno informacijo.
na ta pragmatični vidik vplivajo različne stvari. Predvsem gre tu za ovire sprejemljivosti. Recimo nekateri ljudje lahko branje, ki so pač spadijo med ciljne skupine lahkega branja, lahko branje na začetku zavračajo, ker imajo pač neke negativne izkušnje, naprimer, ali iz šole, ali iz različnih centrov, kjer so poskusili prebirati ta standardna, leposlovna ali pa strokovna besedila, pa so bili nekako neuspešni in zdaj se nočejo lotiti branja nasploh, ali pa gre za nekakšno stigmatizacijo, kjer ljudje recimo so navajeni tega, da so pač do zdaj prebirali otroške stvari oziroma se jim je vsiljevalo otroške stvari in zdaj rečejo, recimo nam so bralci dostikrat na začetku rekli, jaz pri tem ne bom sodeloval, zato ker nisem kak otrok, zato ker so bili pač navajeni na te slikanice in na ta pristop. Tudi marsikdo, recimo, to je pa en tak predsodek, marsikdo tudi misli, da se pač v lahkem branju slovničnih pravil ni potrebno upoštevati. Mi tega ne zagovarjamo, seveda upoštevamo slovnična pravila, z mogoče kakšno izjemo, kot sem jo prej omenila. Včasih pride tudi do takih smešnih situacij, ta primer sem zdaj že parkrat uporabila, recimo, kliče ena gospa, ki so oblikovali en priročnik v lahkem branju in reče, joj, nam so pa zdaj svetovali, mi smo tam vprašali na Inclusion Europe, pa so rekli, da ne imamo čim manj vejc, ne uporabljamo in smo zdaj iz stavkov vejce vam pometali. Ja, seveda je to prišlo do nesporazuma. Inclusion Europe ni predlagala, ne, mi imamo zdaj te večstavčne povedi, pa vržemo vejce ven, ker smo seveda naredili še dosti večjo zmedo. Inclusion Europe je predlagala v resnici, ampak nekako se niso našli. Ni bilo uspešno skomunicirano, da uporabljajmo kratke stavke, da bo čim manj vejc v tistih stavkih. Potem je včasih tudi recimo predsodek, tudi moramo paziti recimo pri slikah, da ne uporabimo nekih zelo otročjih slik, ali pa tudi ta pristop recimo, da se ves čas uporablja lahko branje za ljudi z motnjami, lahko branje za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Naše stališče je, da je lahko branje v določenih primerih dobro čisto za vse ljudi in iz tega izhajamo, ker ljudje imamo pač presečne potrebe. Če bomo mi dobili eno informacijo, recimo zdaj v času COVID-19 glede cepljenj, bi bilo krasno dobrodošlo, da recimo dobimo v lahkem branju kako, kdaj in kako, ampak tega seveda ne bomo dobili. To tudi jaz z veseljem sprejmem, pa verjamem, da še marsikatera izmed vas. Dajte nam to v lahkem branju in bo dobro za vse državljane. Zgodijo se potem tudi take stvari, recimo predvsem pri pravu, pri politiki, kjer stvari niso dorečene, se potem recimo zgodi tudi kot ta poskus na Švedskem, kjer so dali nekako obvezo, da politične stranke dajo pred volitvami svoje programe v obliki lahkega branja in so seveda ugotovili, da so bili njihovi programi zelo brezvsebinski. Skratka, ugotovili so po večini, da njihovi programi temeljijo na poniževanju ostalih strank in so potem ugotovili, da dejansko nimajo oprijemljivih vsebin. To je pa pri lahkem branju problematično, ker kaj bomo zdaj dali na črno na belem, kaj ta stranka pravi, kaj bomo mi zdaj naredili. Tam so pa stvari dosti bolj zmuzljive in potem je včasih za koga to lahko branje tudi ogledalo. Poglej, jaz sem pa res zdaj napisal mogoče 4 strani enega teksta, kaj sem pa s tem povedal? Mogoče se je treba že na začetku, in najboljše je, da se na začetku vprašamo, kaj pa sploh hočem povedati, si narediti neke iztočnice in potem tisto dati noter namesto recimo nekega presežka informacij. En naslednji teh vidikov je potem vidik vključenosti. Lahko branje vedno pripravljamo skupaj s končnimi uporabniki ali bralci, to pa zaradi tega, ker če so recimo naša ciljna skupina ljudje z motnjami v duševnem razvoju, jaz kot recimo avtorica lahkega branja nimam izkušnje, kako je imeti kognitivno oviro in vsakič, ko jaz recimo pridem v skupino končnih uporabnikov, teh testnih bralcev, z svojim osnutkom ga popravljamo, zato ker vedno najdemo stvari, na katere jaz nisem bila pozorna.
Priporočljivo je, da uporabniki seveda ali končni bralci ali recimo člani knjižnice, da sodelujejo v celotnem procesu priprave ali predelave gradiva, to že od takrat, ko skupaj z njimi izberemo temo, ampak vedno to seveda ni mogoče, tudi vedno ni mogoče na originalu že prve osnutke pripravljati s testnimi bralci, zato pa nekako postavljamo kot neko obvezo, da je lahko branje testirano, ocenjeno strani končnih uporabnikov vsaj na koncu. In mi ponavadi te stvari testiramo nekako 3-krat z skupinami od 4 do 6 uporabnikov. In pa še to, kar sem že rekla, ta vidik vključenosti, vsi kdaj potrebujemo lahko branje. In s tema dvema postavkama mi dejansko potrebujemo končne uporabnike in pa tudi mi smo lahko končni uporabnik lahkega branja, se spreminja tudi pogled na recimo ljudi z motnjami v duševnem razvoju, na starejše ljudi, ki že imajo recimo začetke demence, na ljudi po poškodbi glave, ki tudi potrebujejo ali določeno obdobje ali recimo za daljši čas predelana gradiva. Smernice trenutno aktualne za pripravo lahkega branja v slovenščini so nastale v že omenjenem projektu Lahko je brati, dostopne so na spletu, tam, kjer sem tudi že prej omenila, da so dostopne besede, tudi 500 fotografij in pa preko 500 risb je tam na voljo za brezplačno uporabo. Poskusili smo nekako zajeti te najpogostejše pojave ali osebe ali predmete v slovenskem kulturnem okolju in če boste pripravljali informacije za svoje bralce, lahko te stvari tudi brezplačno uporabite. Stopnje lahkega branja v slovenščini smo nekako prepoznali, opredelili in pa tudi opisali na 4 stopnjah. Čeprav govorimo o branju, smo se odločili, da samo vključimo tudi prvo stopnjo z roko, ki nakazuje čutilno branje. Skratka, branje zgodb, branje, pridobivanje informacij z vsemi čutili za neko interaktivno zadevo, kjer pač ljudje, ki imajo recimo kakšne težje motnje v duševnem razvoju, zgodbo sprejemajo in tudi dajajo svoj odziv preko čutil, kot so von, sluh, čutov, von, sluh, skratka preko dotika. In to čutilno branje bom potem tudi malo opisala, zakaj se gre. Potem imamo drugo stopnjo, tretjo in četrto stopnjo in vse te stopnje si bomo pogledali. Mogoče še omenim to, zakaj tak izbor oznak. Pri razvoju stopenj smo intenzivno sodelovali z že omenjeno Koroško srednjo knjižnico in skupaj z njimi nekako rekli, da bodo stopnje 4, ker smo to že prepoznavali skozi leta dela z našimi bralci. In smo rekli, mi bomo v kakih pa zdaj označiti te naše stopnje. In seveda je bil prvi predlog, ja seveda, prva stopnja 1, druga stopnja 2, tretja 3, četrta 4. Zelo kmalu smo šli potem v našo fokusno skupino, z njimi to testirali in ugotovili, da jim to čisto nič ni povedalo in smo mogli ubrati drugačen pristop. In potem končni pristop skozi vsa ta testiranja in dogovarjanja je postal tak, da imamo 4 knjigice. Knjige so izbrali uporabniki, mogli smo imeti nekakšen logo, ki tudi pomanjšanje nekako prepoznava in pa da se ga da v redu šteti. Vedno so 4 knjige, ker imamo pač 4 stopnje in potem jih lahko po knjigah, tako kot včasih na prste kaj preštejemo, jih lahko preštejemo. Prva stopnja, 1 knjiga pobarvana, druga stopnja 2 knjigi in tako naprej. Potem pa so za tiste bralce, ki prepoznavajo oziroma razločujejo barve, je bilo pa zelo pomembno tudi to barvno označevanje in smo potem tudi določili nekako ta barvni semafor, zelena, rumena, rdeča, za čutilno branje pa smo potem dali modro barvo in gor dali še roko, ker to pa ni branje, ki ga beremo recimo samo z očmi, ampak ga tudi potipamo, ga slišimo, ga zavohamo, branje zavohamo, zanimiv koncept, ampak tudi ga lahko zavonjamo. In sicer ta prva stopnja
se tudi izkaže recimo na teh različnih seminarjih, izobraževanjih, ki jih imamo, da je potreba kar velika po teh stvareh. Ker dosti krat vprašajo, kaj pa zdaj ti naši recimo ljudje, ki pa imajo zelo majhne priložnosti in možnosti komuniciranja, ki recimo komunicirajo samo s parimi besedami, ki se odzivajo recimo na dotik in tako naprej. Ja, zaenkrat poznamo eno založbo v svetu, ki pripravlja take prav čutilne knjige, na tak način, ko smo recimo to mi prvo čutilno stopnjo opredelili, in sicer so to iz Velike Britanije Back Books, in oni imajo, tako vidite tule na sliki, recimo tu gre za zgodbo glasbene vaje. Pride pripovedovalec, dobi ven vse te strašne inštrumente in zgodbo pripoveduje skozi neke glasbene podlage, skozi dotike, skozi izmenjavo, in tudi zelo dobre rezultate dosegajo pri tem svojem delu, kajti pedagogi, recimo, ki delajo z ljudmi, specialni pedagogi, ki delajo s temi ljudmi, recimo s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, poročajo, kako se recimo v tem procesu zveča odzivnost ljudi, kako sodelujejo, kako se odzovejo, kako steče ta komunikacija. Druga stopnja so res neke take zelo enostavne zapisane informacije, lahko so z malimi tiskanimi črkami ali pa z velikimi tiskanimi črkami. Recimo napišemo na sliki so hlače, hlače oblečemo, pa je to že dovolj za eno informacijo na eni strani, damo zraven konkretno fotografijo hlač, ali pa napišemo samo hlače, pa damo še sliko zraven, tako nekako izgleda druga stopnja. Skratka, če mi smo bolj navajeni, recimo, da kakšne slikanice za otroke, to, če seveda poznate te majhne, no, sem zdaj tako smešno formulirala, recimo kakšne na kmetiji, kartonke ali tako dalje, pa imamo tam enega piščanca, pa piše piščanec, to nekako je druga stopnja lahkega branja, ampak ustrezna za odrasle. Tretja stopnja je pa seveda že malo bolj kompleksna informacija, tu smo šli že malo dlje, tu smo dali že več informacij, že naštevamo po teh alinejah in seveda zraven dodamo tudi slike. Takole nekako pa izgleda četrta stopnja in to je tista stopnja, ki jo opredeljujejo nekako te evropske smernice za lahko branje. Ta standardna stopnja, ki se nekako v evropskem merilu pojmuje kot lažji jezik, lahko branje, ker večina držav še nima razvitih stopenj na tak način, kot smo to pač mi naredili v projektu Lahko je brati na Švedskem. Recimo njih bolj poznamo, ker z njimi res dosti sodelujemo in smo tudi bili pri njih na teh študijskih obiskih. Oni imajo to narejeno tako, pri njih obstaja kar nekaj založb, ki so specializirane za izdajo lahkega branja in izdajo samo lahko branje. In imajo te založbe svoje različne stopenjske sisteme. Skratka, ni poenoteno na nivoju države, ampak imajo njihove te založbe, te svoje stopenjske sisteme, svoje posebne sisteme si pa potem naredijo tudi knjižnice, ki potem se odločijo, ja, zdaj bomo pa mi to dali na to stopnjo in potem tudi nekako skoraj vsaka knjižnica ima svoj način stopnjevanja zahtevnosti gradiv. To, koliko je publikacij knjig v slovenščini, po eni strani povem z velikim zadovoljstvom, po drugi strani pa tudi vem, da moramo na tem področju še ogromno narediti. Zaenkrat imamo 7 izvirnih literarnih del, imamo nekaj priredb. Prej sem omenjala založbe na Švedskem, oni recimo letno ena založba nekje 40 naslovov na področju lahkega branja letno izda. Seveda se mi ne moramo primerjati, še nismo tam, ampak vsaj na ene 4 naslove letno pa upam, da se bomo kmalu približali. Koroška osrednja knjižnica ima na svoji spletni strani en tak seznam za lahko branje.
Mi tudi poskušamo čim bolj slediti, kaj se dogaja v drugih knjižnicah, recimo, če kdo iz Gornje Radgone, tudi v njihovi knjižnici smo našli en lušen seznam, ki je celo bil v tistem trenutku, ko smo to prebirali, oziroma malo bolj dopolnjen, razdeljen na različne sezname, pa tudi opažamo, da tudi različne druge knjižnice imajo recimo del spletne strani posvečene lahkemu branju, del knjižnice posvečen lahkemu branju in tako dalje. Zdaj pa je ura 11 in je skrajni čas, da jaz malo utihnem, pa dam še vam besedo. In sicer sem si za dan zamislila, oziroma nekako tako, da bi spregovorile o dostopni knjižnici. Kajti, ko govorimo o lahkem branju, o lažjem jeziku, govorimo o dostopnosti, ki je nekako opredeljena na mednarodni ravni, kot dostopnosti se pač potem taka tudi imenuje. Recimo včasih nam v knjižnici rečejo, pa saj so vse knjige v naši knjižnici dostopne, saj imamo odprte police. Pa rečemo ja, ampak to se pač navezuje na ta koncept, da je knjižnica na tak način dostopna vsem ljudem. Skratka, v tem smislu jaz danes to tudi uporabljam. Zdaj, cilj te naše debate, mini delavnice, cilje so postavili pravzaprav kar naši bralci. Mi smo v okviru projekta Lahko je brati izbrali eno veliko skupino, šli smo v knjižnico in potem ocenjevali našo izkušnjo od prvega koraka v knjižnico dalje. Kako smo se znašli, kaj se je dogajalo. In bralci so postavili, recimo, potem smo se pogovarjali o teh stvarih in smo poimenovali, da bi bili recimo cilji ene take vaje, da opredelimo knjižnico, ki je ljudem, ki težko berejo, prijazna. Da opredelimo knjižnico, v kateri se znajdemo vsi. Da opredelimo knjižnico, ki je prijazna vsem. Skratka, na kratko, tisto, kar je bilo že prej povedano. Skratka, uporabniki to dostopnost nekako dojemajo tudi kot prijaznost in pa spoštljivost. Recimo ta spoštljivost do bralca, do uporabnika vedno znova prihaja na plan, tudi ko se z njimi pogovarjamo, katere smernice so najbolj pomembne, ko testiramo. Ja, vse te določbe jezika, ilustracije in tako so pomembne, ampak kar se do zdaj vsakič znova izkaže, kaj pa bralcem najbolj pomembno, je pa spoštljiva komunikacija, spoštljiv nagovor, prijaznost. Skratka, to je tisto, kar jim je najbolj pomembno, to, da jih pač ne smatramo za neke nesposobne ljudi ali pa za majhne otroke. To je recimo tista smernica, ki jo oni najbolj poudarjajo. Temeljno vprašanje, s katerim so se oni ukvarjali, in tudi mi skupaj z njimi, kakšna naj bi bila oziroma kakšna si želimo, da bi bila knjižnica z vidika te dostopnosti in lahkega branja posebej. In mogoče jaz na tej točki odpiram razpravo, potem imam pa seveda tudi za vsak primer pripravljenih še nekaj primerov, pa tudi kaj so oni rekli, pa nekaj trditev, s katerimi se strinjamo ali pa ne. Tako da mogoče zdaj, a bi želela katera recimo, ali pa recimo, da pove, na kak način v vaši knjižnici te vidike dostopnosti rešujete, če recimo se posebej ukvarjate z lahkim branjem, tako da bi jaz vas kar povabila, mogoče, da vi spregovorite na tej točki, tako da prosim. Bom pa kar se odzvala. Hvala za enkrat. No, jaz imam recimo en primer dobre prakse, Dom je tam, kjer je srce, knjigo, ki jo je izdalo Velenjski ta center za vzgojo in usposabljanje, skupaj tudi z vašim zavodom, konec lanskega leta, in smo pač imeli predstavitev, sicer preko Zooma sem bila zraven, zdaj se sicer dogovarjamo, da bi imeli tudi v knjižnici predstavitev, ko bodo seveda razmere možne. In jaz bi imela s tem v zvezi recimo vprašanje, tukaj ima knjiga tale piktogram, vse smo že večkrat videli, ta knjigica v vijolični podlagi, hkrati pa, ne vem, na nekaterih knjigah tukaj zadaj na hrbtu piše lahko branje, na nekaterih ne, skratka, mene zanima, mi se pogovarjamo v knjižnici, ali bi bilo smiselno recimo te knjige
izločiti oziroma narediti posebno zbirko, ali pač jih, ne vem, s tem piktogramom označiti, oziroma mi smo dali že tole lupico, kar pomeni, da so pač večje črke, lažje branje. Ne vem, no, kaj predlagate. No, niste se še odločili, ali bi posebej naredili zbirko, ali pač pustimo znotraj ostalih knjig in potem s temi piktogrami nekako označimo. No, super. To je tudi ena izmed, najlepša hvala za to iztočnico, to je tudi ena izmed točk, ki sem jih recimo jaz tudi predvidela o tem in o kateri smo se mi tudi dosti pogovarjali. Mogoče prvo samo to razlikovanje. Tule sem zdaj dala nazaj na drsnico lahko branje, lažji jezik v Evropi in tu zgoraj vidite enega taga pajacka, ki drži prst v zrak in bere knjigo in to je nekako evropski znak za lahko branje. In tudi naše recimo starejše knjige lahko branje v slovenščini imajo te znakce gor. To se uporabi, kadar recimo sledimo smernicam, ki jih je postavilo Inclusion Europe. Tale znakec, ta vijoličen, je pa znakec za slovensko lahko branje, ki ga pa uporabimo takrat, če sledimo tem slovenskim smernicam, lahko je brati. Zdaj, zakaj smo mi potrebovali nov znakec oziroma poseben znakec? Predvsem zaradi teh stopenj lahkega branja. Zato, ker v slovenščini zdaj stopnje lahkega branja označujemo tudi s temi dodatnimi knjigicami in seveda ne moramo kombinirati samo tega znaka evropskega, ki stopenj nima, in pa znaka za stopnje lahkega branja, zato imamo zdaj tudi ta slovenski znakec. Seveda lahko uporabimo tudi oba, če sledimo v načelu obem smernicam. Ena izmed smernic pri lahkem branju je, da se pač ta gradiva tudi označijo, zato da vemo, da gre za neko prilagoditev. Zdaj pa vprašanje, ki ste ga pa vi izpostavili, je pa seveda zelo zanimivo, ravno zaradi tega, ker smo v teh debatah z bralci ugotovili oziroma priporočili, da nek poseben prostor v knjižnici pravzaprav ni potreben. Da nek poseben prostor ni potreben, saj ljudje, tudi če recimo lahko branje postavimo med ostale oddelke, recimo leposlovje v leposlovje, zgodovinske knjige ali recimo karkoli, jaz se zdaj na te stvari ne spoznam toliko, recimo med zgodovinske knjige, bodo te stvari tudi bolj v obtoku. Tudi recimo bralec, ki bo prišel ravno z namenom, da vzame lahko branje, knjigo lahkega branja, bo videl tudi druge stvari, ki so na voljo, pa bo mogoče tudi druge stvari primerne zanj. Po drugi strani pa bo nekdo, ki lahkega branja ne potrebuje, na oddelku zgodovine recimo videl, da tudi obstaja lahko branje. Skratka, gre za en tak moment in tudi ljudi ne izključujemo. Mi recimo v našem partnerstvu kar dosti ponavadi vemo, da je recimo ta kotiček en uveljavljen izraz v knjižnicah, ki je pa z vidika lahkega branja problematičen, ne samo zaradi tega, ker pač gre za neko delitev prostora, ampak predvsem zaradi poimenovanja samega, ker dejansko gre za ljudi, ki jih v življenju že tako nekako tešimo v kot in smo jim zdaj dodelili poseben kotiček. Po drugi strani pa kotičke poznamo predvsem iz vrtcev in je to za ljudi, predvsem za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, včasih potem tudi zelo neprijetno poimenovanje in potem mi recimo rajši rečemo, zdaj, če boste delali v knjižnici en poseben prostor, mogoče je to ali oddelek, ali soba, ali karkoli, da to ni kotiček. Načeloma pa mi mislimo, da lahko branje gre na vse ostale oddelke, pri čemer je seveda priporočljivo, da pa gre za te police, kjer knjigo vidimo frontalno, skratka, da vidimo celo knjigo, da se ne vidi recimo samo hrbtna platnica, ampak da se knjiga vidi cela. To je recimo eno tako priporočilo, da pač knjigo lažje najdemo. Da ja, to je ena taka. Kako pa v vaših knjižnicah recimo ostale, kako rešujete to? Jaz imam tudi fotografije potem iz ene knjižnice v Linkopingu in pa zdaj v Ravnah, ko so naredili ta mini oddelek za lahko branje. Pa bomo potem pogledali, kako pa vi recimo to, kako ste, gospa Brina, kako vi recimo, kakšna je vaša ideja? Ja, se pravi, mi smo za enkrat knjige označili, s lupico, razmišljamo, če bi dali tudi pa znakec, vaš nekako v zadnji. Ravno smo se pogovarjali, da ja, verjetno nima smisla, najbrž posebej delati zbirko, čeprav sem pa videla, mislim,
mislim, da v knjižnici v Murski Soboti imajo, oni pa imajo posebej police in posebej pač ta kotiček s temi knjigami, a ne. Ampak verjetno se ne bomo odločili, ker niti nimamo toliko prostora, toliko, poleg tega pa se mi zdi, tako ste rekli, da je mogoče boljše, da tudi damo k ostalim knjigam in je potem to prehajanje, ne? Se pravi, da lahko nekdo vidi, da obstaja ta knjiga, lahko pa tudi vzame neko težje čtivo. Tako da mislim, da zaenkrat mi ne bomo verjetno šli v to, no. Vsekakor, recimo, s tem, ko postavimo v knjižnici nek posebno sobo ali oddelek, rešimo eno vprašanje dostopnosti, ker ga lahko označimo na tak način, da bodo ljudje točno vedeli, kam iti iskati prilagojene knjige. Ampak smo si pa postavili en drug problem, dejansko ljudi ne usmerjamo po njihovih zanimanjih, ampak po njihovih potrebah strani prilagoditev. Če mi ljudi recimo usmerimo, da bodo vedeli, kam iti iskati zgodovinske knjige, da bodo vedeli, kam iskati zemljepisne knjige, kam iskati enciklopedije, se bodo potem tudi na ta način znašli, ker vedo recimo, kaj jih zanima. Teda to je eno tako zanimivo vprašanje, ki verjetno nima nekega univerzalnega splošnega odgovora, ampak obstajajo pa ene take prilagoditve, ki pa nekako se potem v praksi izkažejo, da je zelo fajn, bomo potem neki slikic tudi pogledali. Kaj pa ostale, recimo za Mursko Soboto smo zdaj slišali, imajo tako krasno polico, takoj vidiš, ko pridejo noter, recimo še kakšna ideja, imate mogoče že kje pri vas v knjižnicah tudi na kakšen način to rešeno? A bi mogoče Andreja Kackej še povedala, sicer ima sodelavka, ampak se tudi s tem malo ukvarja. Andreja, samo želite mikrofon izklopiti. Ja, živijo, zdravo. Ravno sem pisala v chat, mene pa zanima z tega vidika, tako kot je Brina pokazala, da imamo te lupice označene na leposlovnem gradivu, predvsem na odraslem oddelku in sicer z vidika dostopnosti za starejše, ki že mogoče malo slabše vidijo in si želijo knjige z večjim tiskom. Me pa predvsem zanima to, na kak način že z obstoječe zbirke lahko prepoznamo, kaj je zdaj to tisto lahko branje, ki ga bi bilo smiselno označiti. Se pravi, za stvari, ki niso bile delane kot lahko branje, se pa uporabijo kot lahko branje. Tako. Ja, o tem smo že tudi kar dosti debatirali. Obstaja nabor gradiva, recimo, konkretno smo ga delali za Ravniško knjižico, kjer smo delali skupaj z skupinami bralcev in potem na podlagi tega, kaj je berljivo, kaj je razumljivo, kaj je primerno za odrasle, nekako tudi naredili ta nabor in seveda se potem lahko tudi s tem znakcem pogojno označi, ali kot recimo za neko našo uporabo, to je potem mogoče boljše, če je posebna polica, zato ker to dejansko nismo sledili tisti usmeritvi, nismo pravzaprav znaka uporabili zato, ker smo sledili pri pripravi knjige s smernicam za lahko branje, ampak smo ga za označevanje uporabili. Ampak v take praktične namene čisto ok, recimo lahko tudi damo gor sliko. Ali pa mogoče recimo, to je tudi zelo ideja, recimo zdaj čisto ad hoc, da se mogoče bi bilo smiselno to označevati kot lahkemu branju prijazno ali nekaj takega, da se ve, da ni bila namensko delana publikacija, ampak da pride v poštev. Mogoče tale smajli v kakšni drugačni barvi, naprimer ta knjiga, ki me žika. Tako da, skratka, tu še potekajo debate in tako za eno čisto praktično vaše označevanje v knjižnici pa se čist kamot uporabi tudi ta znakec. No, se je ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da imamo še vedno premalo gradiva, ki je zdaj šlo v bistvu na ta način, da je ta znak že gor, oziroma da je to tudi preverjeno in sledi vsem smernicam, tako slovenskim kot mednarodnim. Ja. Zdaj to, če imate recimo posebno polico, posebno oddelek, ste to rešili, pač date na polico gor znak za lahko branje in recimo lahko te knjige postavimo tja, če so pa te knjige med ostalim gradivom, jih je pa seveda potrebno označiti ali in potem tudi na tak način, iz nekega praktičnega vidika. Seveda ni to tisto, za kar se ta znak prvotno uporablja, ampak za neko praktično razvrščanje pa sigurno. No. Isto velja za te stopnje lahkega branja, ko bomo čez 10 let, pazite, zdaj to imeli ogromno gradiv, lahkega branja v slovenščini, boste potem seveda lahko to tudi razporedile in označile kot prvo stopnjo, kot drugo, kot tretjo, kot četrto in se bo potem označevalo tudi na tak način. Super, najlepša hvala za odgovor. Hvala.
A gremo mogoče pogledati, kaj so naši bralci pa strokovnjaki. Lahko, jaz bi mečkam sam zmotila, če dovolite, no, zdaj mogoče malo prekinjam, ampak v bistvu bi se samo navezala na predhodni del, če lahko. Sicer najprej pač se zahvalila in pohvalila za neko zelo schematično predstavitev in pa seveda za vso energijo, ki jo vlagate v razvoj tega stopenjskega branja za Slovenijo in slovenščino. Mislim, da je bilo pač res precej jasno, da je treba upoštevati vsaj 3 vidike vedno, in sicer, da smo kdaj sami v vlogi bralca in imamo pač različne izkušnje, kako pač sprejemamo informacije, potem, da smo v vlogi kdaj avtorja in takrat lahko vplivamo na to, kako besedilo napišemo, in pa potem seveda tudi iz vidika samega besedišča in besedila. Mogoče pač stvari res niso enoznačne in jih je pač treba res previdno z njimi operirati, zaradi tega, ker ste povedali recimo za primer zdravniškega nekega izvida, seveda mi tega besedila ponavadi ne razumemo, zaradi tega, ker ni namenjeno nam kot pacientu, čeprav je ravno nam najpomembnejše, ker gre za naše osebno zdravje in telo, ampak v resnici namenjeno zdravniku in med njimi mora biti strokovni jezik in to je prav, da je, ker pač tudi strokovni jezik mora se razvijati v slovenskem jeziku. Tako da splošni zdravnik je tisti, ki bi nam moral to interpretirati v razumljiv jezik. Ampak nisem želela povedati tega. Želela sem pa spomniti na eno posebno skupino, ki ste tudi izpostavljali in to je namreč skupina priseljencev. Jaz bi temu rekla mogoče bolj govorci, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Zaradi tega, ker se tudi s tem področjem bolj intenzivno ukvarjam. In tukaj bi v bistvu rada delila z vami eno informacijo, da se v Sloveniji pripravlja ne lahko branje, ampak bom rekla nekaj podobnega oziroma vzporednega, kar je v tujini znano pod besedo graded readers, če poznate. V resnici smo pa mi to v slovenščini poimenovali kot stopenjsko branje. Zdaj v prvem valu se v bistvu res ukvarjamo z eno miniserijo, kjer prirejamo besedila, bom rekla, slovenskih junakov, naprimer Martin Krpana in tako naprej. Zdaj te knjižice, naprimer, bodo namenjene seveda tujim govorcem slovenščine, zaradi tega, ker za njih lahko branje ni nujno, pač to, kar se nam zdi, da je lahko razumljivo, ni za njih lahko razumljivo, kajti oni usvajajo besedišče na popolnoma drugačen način. Zato, kadar se prireja neko besedilo na lahek način za tuje govorce, je mogoče vseeno treba upoštevati pač ta del slovenščine kot tujega jezika, ker v resnici, naprimer na portalu MMC sem ta teden brala novico o Eurosongu, kjer so pač v koncept lahkega branja seveda vključili besedo prizorišče. Mislim, prizorišče res nekdo od tujcev ne bo ravno razumel. Skratka, te knjižice, o katerih govorim, ta stopenjska berila, in upam, da nam bo pač projekt tekel, ker je pač res ogromno energije in dela, tako da popolnoma razumem vaš vložek, bomo seveda v prihodnje se trudili nadaljevati, bo predvsem namenjen seveda tujim govorcem, ampak jaz mislim, da tudi kakšnemu domačemu bralcu, čeprav tiste opombe z kakšno razlago besede spodaj, niso potem preveč moteče. Pri tem moramo pa vedeti, da tuji govorci, oziroma pač ne materni govorci slovenščine, lahko imajo popolnoma normalne intelektualne sposobnosti, to so lahko tudi zdravniki, tako da niso vedno neka ločila in te stvari pač moteče, gre za to, koliko besedišča je nekdo sposoben na določeni stopnji jezikovnega znanja po teh skupnih evropskih okvirjih sprejeti, kakšen nabor besedišča ima. Skratka, za tem sistemom, ki ga pripravljamo, obstaja res korpus besedišča, mi smo imeli s tem res ogromno dela, tako da mislim, gre za nek vzporeden, ne bom rekla vzporeden projekt, ampak za eno obliko lahkega branja, ki pa je namenjena tujim govorcem, tako da boste verjetno knjižnice že v juniju mogoče imeli možnost si ogledati ta prvi izvod. In to bo slučajno Martin Krpanja, ki ga zdaj aktivno pripravljamo v tej zaključni fazi, tako da mogoče res kot informacija, da se vzporedno dogaja tudi stopenjsko branje za slovenščino.
jaz sem vam neskončno hvaležna za to informacijo, zato ker mi tudi razvijamo Graded Readers v enem drugem projektu. Aha. Lahko povežete. In to je ravno, in bi radi, hvala, da ste izpostavili enih stvari, ki se jih mogoče nismo dovolj dotaknili. Mi prav v tem projektu Perlsi z Litvo in z Latvijo, nekako smo zdaj ravno v tem procesu, ko se dogovarjamo, kako s tem Graded Readers, ker imajo recimo naši jezikoslovci, ki so vključeni v projekt iz Litve, iz Latvije univerza, imajo veliko težav ravno z razumevanjem tega, da Graded Readers v obliki, ki bo delana na potrebe tako tistih, ki se učijo jezika in tistih, ki imajo kognitivne oviranosti, ni mogoča. In ravno to je tisto, kar sem jaz prej izpostavljala, kar ste vi zdaj povedali. Mi ravno zaradi tega ljudi delimo, imamo neki dve veliki ciljni skupini, pri kateri je pri tistih, kjer imajo recimo motnje v duševnem razvoju in druge kognitivne ovire, potrebno upoštevati od ločil do tega razporeditve na recimo informacije na listu, do tega, koliko bo belega prostora, do činku, recimo pri tistih, ki se učijo jezika, seveda ni, tam smo pozorni na besedišče. Pa še, če gremo samo na nivo besedišča, je besedišče pri ljudeh, ki se učijo jezika, seveda bomo vzeli za osnovo drugo besedišče kot pri ljudeh s kognitivnimi ovirami, ki imajo recimo besednjak včasih zelo razvit na področjih, ki se recimo tičejo invalidnosti, kakih takih zadev. Skratka, to so stvari, ki so zelo delikatne, zaradi tega ravno to vedno moramo vedeti, za koga mi delamo te stvari. Jaz se teh Graded Readersov neskončno veselim, bi pa tudi zelo hvaležna za vsako informacijo, na kak način ste se vi tega lotili, ker mi smo ravno zdaj v procesu, ko smo seveda tudi določili, katere stvari bomo priredili za Graded Readers, za te stopnje branja od nekih basni do tako dalje, ampak nekako se ne moremo poenotiti s temi našimi partnerji, da Graded Readers ne morajo biti Graded Readers v smislu, da bodo to enake zadeve za ljudi z kognitivnimi ovirami in pa za ljudi, ki se učijo jezika, ker bodo kazalniki drugačni. Skratka, a ste vi mogoče razmišljali o teh stvareh? Vi ste imeli eno samo ciljno skupino priseljencev? Ne, mislim... Oziroma ljudi, ki se učijo jezika? Ja, naš koncept je, mislim, tako pač res precej dodelan. Absolutno mi izhajamo, pač mi nismo delali to, tako kot ste vi rekli, recimo za govorce slovenščine kot prvega jezika. Bom potem na drugem primeru pojasnila, zakaj pa tudi zanje to pride prav, no. Ampak smo res izhajali v resnico iz opisnikov po SEJO, ki so zelo pomembni in v resnici je tudi, bom rekla, ni samo modna muha, ampak se je to zares dejansko že zdaj prejelo. Potem smo res naredili korpus učbenikov, pa učbeniški korpus pač za tujce, ne učbeniški za prve govorce, in pa korpus najpogostejšega besedišča. Skratka, sistem, po katerem smo mi to presojali in presejali, kaj in kako in katere strukture, kateri vezniki, ali je potrebno razlagati besedo medjahati in odjahati, naprimer, in tako dalje, ker predpone vedno tujcu niso pač razumljive. Skratka, koncept tega je drug, kakor pri lahkem branju. Zato pravim, da ne gre za varianto lahkega branja, ampak da gre za neko sorodno zadevo, ki živi ob tem. Se lahko pa tudi v namen lahkega branja uporablja. In ni namen, da bi mi zdaj uporabljali povečane črke in podobne stvari, ampak kadar prirejamo, naprimer, SEJO ima lestvice, recimo, če vas je kdo zdaj vprašal, verjetno poznate znanje na A1, A2, B1 in tako dalje. In na določeni stopni, ne glede na intelektualni razvoj ali starost pač tistega, ki se jezik uči, je tudi pogojeno s tem, kakšen obseg besedišča je vseeno sposoben, ker tudi, če je nekdo, naprimer, recimo res zdravnik, bo v tujem jeziku težko eno stran besedila in tudi prebral, ker mu je to prenaporno, ker je to zanj tuj jezik na začetku. Ko bo že dobro znal, pa seveda ja. Zdaj recimo za stopnjo A2 znanje smo nekako preračunali in ugotovili po testiranjih, da do 200 besed na stran. Se pravi, da smo format, velikost, vse te stvari upoštevali. Delili smo na poglavja. Skratka, v resnici tukaj imamo precej skupnih točk. Smo se pa po tuji literaturi
zgledovali, ne moremo pa prenašati vzorcev iz tujine v Slovenijo zaradi tega, ker je koncept našega jezika drugačen. Angleži lahko krasno tam operirajo številom besed, kar pa v slovenščini seveda ni smiselno, ker pač bi mi rekli, recimo, da bistveno manj besed na določeni stopni, zaradi tega, ker mi izražamo z oblikoslovjem in še s čim določene stvari, kar se pol ne šteje kot besedo. Skratka, stvari niso vedno prevedljive v eno tabelo, ne. Zatem je res pač bistveno en drugačen del. Zakaj pa, da še tole drugo informacijo mogoče samo povem, zakaj je lahko to stopenjsko berilo primerno tudi za slovenskega govorca, naprimer Povodni mož, ki je tudi zdaj v pripravi, ki ga danes beremo najpogosteje preberemo v Prešernovi baladi, ne. Prvič je mogoče jezik komu, že majčken oddaljen, potem so razne krajšave in pa pesniška forma, ki ni popolnoma razumljiva vsem, ne. In združiti različne variante povodnih možov, ki vstajajo s Prešernovim, s katerim smo mi nekako v ušesu seveda okuženi, ker ga znamo skoraj na pamet, je potem v bistvu skreirati eno besedilo, ki ni več v pesemski obliki, ampak v resnici kot ena kratka zgodba. Mislim, naloge res niso enostavne, ampak bistvo je, da bistvo te zgodbe bralec razume, ne? In da se vseeno ohranja in da ne gre pri tem za obnovo besedila, ne? Skratka, ogromno stvari je treba upoštevati, tudi pri desetnicah in še čema, ne, pač resnici pač res iz različnih virov izhajaš, tako da pač je treba skonstruirati in pristopi so tako različni pač pri vsakem projektu. Tako. Skratka, če boste zasledili, kje stopenjsko branje in verjetno bo zbirka imela slovenščina po bomo korakih. vsekakor, ker ga tudi pripravljamo, vse pravimo v našem projektu, ampak mi imamo druge izzive, ker zdaj so pač tendence potem, da bi se te ciljne skupine združile in bi bili skupni graded readers, kar pa po našem mnenju ni mogoče, ravno zaradi stvari, ki ste jih vi pač zdaj že opredelili in našteli. In tudi kadar govorimo tudi o lahkem branju kot takem, so seveda tiste druge stvari, vidiki, ki smo jih prej upoštevali oziroma nakazovali, zelo pomembni. Dočim, ko se res lahko nekako pri ljudeh, ki se učijo jezika, skoncentriramo predvsem na to jezik in pa tudi do določene mere kulturno okolje, so potem tisti drugi dejavniki, ki so pa pri lahkem branju zelo pomembno, od oblikovanja do tako dalje. Tudi besedišče, tudi če vzamemo za osnovo število besed, ne bodo to enake besede, recimo, ki smo jih vzeli tam. Pa seveda je tudi število besed samo po sebi problematično, ravno zaradi tega, kako je sestavljen slovenski jezik, oziroma kako ga uporabljamo in tako dalje. Bi pa mogoče dala še eno repliko na to, ker ste prej rekli glede recepta in tako naprej, jaz se to popolnoma strinjam, oziroma izvida. Izvidi niso namenjeni nam, ampak imamo mi manko informacij, ki bi mogle biti namenjene nam. Skratka, pri lahkem branju ne gre za prevajanje zadev. Ko mi govorimo o lahkem branju, recimo potrebujemo informacije o lastnem zdravju, ne govorimo o prevajanju izvida, nikakor ne, ampak govorimo o informacijah, ki morajo biti skomunicirane na tak način, da so nam dostopne. To pa je zdaj to vloga zdravnika, je to zdaj vloga kogarkoli. Dejansko bi mogel recimo po našem mnenju nek izvid spremljati tudi razlaga ali kakorkoli v takem besedišču, ki je nam razumljivo, ki je nam namenjeno. Seveda ravno to je ta problem, ta odsotnost informacij oziroma interpretacija in podajanja informacij na tak način, da so razumljive. To ne pomeni, da se ukinja strokovni jezik, daleč od tega, ampak namen je tu popolnoma drugačen. Ravno zato se gre, komu je namenjena neka informacija. In ravno to je tisto, kar ves čas poudarjamo. Kdo je vaša ciljna skupina? Kdo je vaš ciljni naslovnik? Če je vaš ciljni naslovnik kirurg, valjda, da mu ne bomo stvari dajali v lahko branje, ko bomo izvid gledali. Ampak, ko je pa vaš ciljni naslovnik pacient, ki je prišel zdaj po ta izvid, pa hoče vedeti, kaj se z njim dogaja, ga bomo pa mogli dati v enostavnejšo obliko. In ravno to so te zadeve. Kirurg ne bo potreboval izvidov v lahkem branju. Vedno med v mislih, kdo so tisti, ki jim nekaj sporočamo, in potem bo tudi oblikovanje informacije in vsega dosti lažje. Ampak doskrat se seveda to prešprica, pa se gre tudi v to, naredimo nekaj, kar bo dobro za vse, pa imamo težave. Tudi, ja. To je pa tudi res. Ne, jaz sem vas popolnoma razumela, hotel sem poudariti, da pač včasih si ljudje, ki nekaj slišijo, res
drugače interpretirajo, zato sem se pač na ta primer in se upravičujem za tale ekskurs, ker sem se mogoče mečkrat odmaknila med vaše osnovne teme, ampak v glavnem, če vas zanimalo, torej stopenjsko branje oziroma slovenščina po korakih. Me zelo zanima. Boste lahko že prvi kritični bralci potem presojali, koliko nam je ta koncept uspel realizirati. Tako, predvsem vaša metodologija bi bila za nas kot recimo partnerje ravno v tistem projektu, ki sem ga omenjala, zelo zanimiva, ker mi dejansko s tem šele začenjamo, ampak smo že za obdobje kar konkretnih in burnih debat. In to se predvsem glede izhaja to iz tega ravno, kdo so ciljne skupine, ker tam se vse začne pa konča. Hvala za to. Dobro, upam, da je bilo tudi za ostale ta debata zanimiva. Jaz vsekakor upam, da grede triders, to so ti stopnje branja oziroma jaz mislim, da bo to zelo uporabno. In se veselim teh gradiv. A bi pogledali zdaj tele še knjižnice, kako to rešujejo? Dajmo to pogledati. Sicer z urami smo že tam. Jaz imam še čas, tako da sploh ni problema. Slučajno, če bi katera mogla iti ali pa kaj. Zdaj bom pa jaz enkrat še enkrat deliti, ker se je zdaj zaskočilo. Stop share, new share. Pa se zdaj vidi mogoče? Jaz vidim. Ja, se vidi. Ok. Skratka, te pa si gremo samo skozi te fotografije, ne bomo zdaj šle z izjavami, pa kaj ne. Recimo, kar so bralci in strokovnjaki ugotavljali, da recimo, kar se tiče dostopnosti v knjižnicah, je zelo pomemben že prvi korak v knjižnico, prvi vtis, ko prideš. Recimo, ljudje pogrešajo tablet s številkami, napisi, piktogrami, smo že prej omenili, naprimer slika gradu, ki usmerja k policam z zgodovinskimi knjigami, in nekako se včasih ljudje v knjižnici težje znajdejo. Zdaj to govorim na splošno, seveda ne za vaše knjižnice, ne za konkretne knjižnice. Tule je recimo primer slikici iz centralne knjižnice v Calgaryju, kjer je že na začetku označeno, kje kaj je, in to tudi v malo taki večji pisavi, ne gre za neko tablo, kjer je ogromno podatkov, ampak so stvari nekako na tak bolj preprost način označene. Potem so tudi te teme, ki jim sledijo knjige na policah, so tudi na en tak zelo slikovni način prikazane, da približno vemo, kaj se na teh policah v knjigah dogaja. Teh stvari bomo zdaj preskočili, kaj vse še v knjižnicah, recimo kotičke smo omenili. Recimo poleg piktogramov ali pa puščic, ki bralca usmerjajo na ustrezen oddelek, si nekje pomagajo recimo tudi s takimi zelo konkretnimi stopinjami, kajti sama ta navigacija po knjižnici se dostikrat izkaže za kar zahtevno zadevo. Recimo, če bi imeli zdaj oddelek z leposlovjem za odrasle v roza barvi, bi napisali, da je ta oddelek v roza barvi, ga označili in potem tja naredili roza stopinje ali skratka neke take rešitve potem ponekod ponujajo. Zdaj, če se recimo odločite za poseben del knjižnice, ki bo namenjen tem predelanim knjigam oziroma prilagojeni literaturi, ali je to lahko branje, je to brajica, ali je to znakovni jezik ali karkoli, je zelo dobro recimo že to, da ko pridemo v knjižnico, da je ta zadeva vidna, da ta del knjižnice, če ni posebej označen, recimo, da se že vidi, tako imajo v tej knjižnici v Linkopingu, takoj ko priješ noter, to z rdečo puščico je označeno, je ta napis zgoraj med vsemi, da ljudje že vidijo, kam se usmerjajo,
usmeriti in potem ta oddelek tudi lažje najdejo. Recimo tako zgleda pri njih ta knjižnica v Linkopingu Linkoping je eno mesto tu oddaljeno od Štokholma slabo uro vožnje in oni so dejansko kar aktivni na tem področju dostopnosti. Ta njihov oddelek se imenuje Kako brati na različne načine, imajo potem tudi te razne piktograme, ki označujejo, kaj oni tam ponujajo in gre za kar konkretno velik oddelek. Tule na tej sliki z rdeči puščici se vidi, kako je ta oddelek v bistvu iz vseh kotov knjižnice praktično viden. Tu so te police frontalne, o katerih sem govorila. Na tak način imajo potem tudi izpostavljeno literaturo o lahkem branju. Velik del njihovega oddelka predstavljajo zvočne knjige, pa ne samo klasične zvočne knjige, kot jih recimo smo navajeni pri nas, ampak tudi lahko branje prilagojeno v zvočne knjige, kajti oni imajo sploh v zadnjih letih, njihova zakonodaja seveda omogoča, da se stvari, ki izhajajo pač v neki standardni obliki tiskane knjige, da se pripravijo tudi kot zvočna knjiga in se ni treba obremenjevati z avtorskimi pravicami in zdaj menda pri njih večina literature, ki izide tudi v obliki zvočnih knjig, tako da to ni več neka taka posebnost. Recimo tule zgornja slika na levi, imajo en poseben del, mizo za ta njihov časopis 8 strani, 8 sidor in pa v tem delu je tudi en poseben razdelek, ki je posvečen knjigam Daisy. Verjetno jih vi kot strokovnjakinje poznate, so pa pri nas v Sloveniji relativno malo poznane, no drugače na splošno. Skratka, gre za en poseben format pravzaprav zvočnega zapisa, ki ga lahko vstavljaš na določenih delih, ki ga lahko nekako listaš po poglavjih in tako naprej. Skratka, je bolj dostopen kot klasična zvočna knjiga. Oni tudi imajo v bistvu prilagojen del knjižnice za otroke s posebnimi potrebami. To je potem tudi označeno na poseben način z rdečim jabolkom. To sta ti dve slikici na desni in otroška literatura, ki je prilagojena, ali pa se nanaša recimo na informacije za starše in tako naprej, je potem v tem posebnem delu. Skratka, imajo poseben oddelek, ampak poseben oddelek za odrasle, za prilagojeno literaturo in poseben oddelek za otroke, skratka tega ne mešajo. Tako izgleda njihova knjižnica od zgoraj, tu v zelenem je ta oddelek z različnimi prilagoditvami, tule spredaj ta okrogel z zeleno puščico označen in rdečim jabolkom, je pa ta otok za otroško gradivo. Tule pa sta zdaj dve fotografiji iz posebnega mini oddelka iz Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Predvčerajšnjem so imeli to otvoritev pač v duhu in v sklopu tega tedna lahkega branja in oni so to postavili na tak način. Označeno imajo, police so frontalne, niso se odločili, da bi dali gradivo na oddelke, ampak so rekli, da bojo pustili poseben prostor. Označeno imajo brajco, prilagoditve za disleksijo, lahko branje, večji tisk in pa zvočne knjige. Ta svoj del knjižnice so poimenovali Berem zlahka in tule potem tudi si lahko potem izposodimo različne pripomočke, kot je recimo lupa, tudi zvočne knjige so v tem delu, pa te, kaj so že naše srebrne niti s povečanimi črkami in tako naprej. Imajo pa združeno tako otroško kot literaturo za odrasle in tu zgledate recimo oddaleč, ko recimo se bližaš temu oddelku, da ga tudi zlahka vidiš. Skratka, to je z moje strani, tako v bistvu zelo na kratko, pa poskusila sem biti čim bolj zgoščena. Zdaj pa še vam predajam, mogoče še za konec kaka replika, kaka ideja. Ja, vidimo, tudi recimo mi smo se pa tudi s kolegico Andrejo Kac se kar dosti ukvarjamo tudi z uporabniki s posebnimi potrebami, pa recimo s priseljenci, pa imamo različne krožke.
In pač smo, tekom dela smo videli, da to niso enostavne stvari, oziroma da se treba prilagoditi posameznim ciljnim skupinam. Točno to. Tako da tudi iz tega vidika se mi zdi, da je danes bilo dobro, predvsem morda res v splošnih knjižnicah, morda tudi v drugih, ampak najbolj v splošnih se mi zdi, da imamo mi te uporabnike, ki pač to literaturo potrebujejo in uporabljajo. Pa mogoče, še sedaj Branko Kevec, vidim iz Maribora, ki pa sicer dela v univerzitetni knjižnici, ne vem, mogoče njeno mnenje glede tega branja. No, meni osebno je bilo to recimo zelo koristno, se mi zdi, da bomo lahko nekako plasirali v naše delo, kaj pa recimo v drugih tipih knjižnic. Če lahko mogoče, moram reči, da tudi meni je bilo predavanje izredno dobro, kvalitetno, ogromno novega sem izvedela, me pa ravno zanima to, kar ste rekli, tisti začetni podatek, da 1/4 odraslih oziroma bi potrebovala ali pa pač ne razume besedila, tako sem se zamislila sami konkretno ali pa vse jaz osebno recimo za našo ciljno publiko, kar so definitivno študenti v največji meri, nimamo, pa me zanima pravzaprav vaše izkušnje recimo za to ciljno skupino ali pa neko dogajanje na tem področju v povezavi z študenti ali pa za to populacijo, bom rekla, v času pridobivanja tega izobrazb. Pri nas imamo, Slovenija glede tega se mi zdi kar specifična, ker imamo pred sabo dva izziva. Prvi je ta, ki ste ga ravno zdaj vi naslovili, dejansko mi, kadar govorimo, če govorimo o študentih s posebnimi potrebami, ponavadi se še vedno pogovarjamo o študentih, ki so gibalno ovirani, skratka o prilagoditvah, kot so rampe, dvigala in tako naprej. Zelo malo pa imamo na splošnem študentov, ki imajo drugačne oblike ovir. Recimo zelo malo gluhih ljudi diplomira. Potem recimo pri nas je še nekako znanstvena fantastika, da pride na fakulteto človek z Downovim sindromom, kar je v nekaterih državah že realnost. Ljudje so že diplomirali in dejansko poznamo že tudi ljudi z doktoratom z Downovim sindromom in tam naprej. Potem se pa stvari nekako zasučajo in se ta na dostopnost začne gledati tudi iz drugega vidika. Recimo na Švedskem, skozi omenjam Švedsko, ampak to je država, ki jo poleg naše najbolj poznamo na tem področju. Recimo pri njih imajo tudi v gimnaziji ljudje, recimo, ki imajo disleksijo, imajo omogočeno, da imajo gradiva prilagojena na poseben način. Ampak ponekod to potem vpliva na končno oceno. Skratka, to zadaj je en kup stvari, en kup dejavnikov, ki na te stvari vplivajo, in ko se bo recimo enkrat te stvari nekako preselile tudi k nam bolj, bo potem vsekakor tudi mesto za recimo debato na nivoju univerzitetnih knjižnic in dostopnosti. Kaj pa zdaj s tem? Zdaj imamo pa študente take in take. Sigurno ne bomo vsega šli prirejati zdaj v neko lažje razumljivo obliko, ampak že na splošnem se recimo v Sloveniji zelo dostikrat odpira to vprašanje učbenikov in strokovne literature, da je včasih pisana na zelo nedostopno način. Predvsem učbeniki za osnovne šole so dostikrat tarča kritik, recimo, da so stvari napisane tako, da jih učenci ne razumejo, da bi mogli stvari poenostaviti. Iz tega so tudi že izhajajo različni projekti, imamo že v slovenščini tudi eno aplikacijo za preverjanje zahtevnosti besedil, na primer. Skratka, to so vprašanja, ki se vse bolj odpirajo in bojo vsaj glede na izkušnje iz tujine v prihodnosti zelo aktualna. Tako da ne vem, če to odgovori na vaše vprašanje, ampak predvsem so to stvari, s katerimi se pri nas še nismo pretirano ukvarjali. Druga stvar pa je tudi ta, ki je mogoče s tem tudi nekako povezana, je pa ta, da imamo pri nas v Sloveniji, ravno to, ko smo prej recimo omenjali ta opis slovenskega znakovnega jezika, ustav pa jezika gluhoslepih. Pri nas v Sloveniji imamo zelo močen sistem invalidskih organizacij, predvsem teh reprezentativnih invalidskih organizacij, ki delajo za svoje uporabnike, za svoje ciljne skupine, pri tem pa zelo pogosto potem ostanejo zanemarjene te presečne potrebe. Skratka, recimo en tak skandinavski model je, recimo jaz bom zdaj prišla v knjižnico, nobene me ne bo vprašal, kakšno motnjo ali pa oviro imam, ampak me bo vprašal, kaj potrebujem. Skratka, potrebujem lahko branje, ker ne berem, ga potrebujem v obliki zvočnega zapisa in v knjižnici bojo vedeli, kaj mi ponuditi.
Pri nas pa je stvar še zelo dostkrat obratna, skratka, za koga mi delamo, zdaj bomo delali pa ker mi smo ta zveza, ta in ta, bomo zdaj delali za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, za gluhe in naglušne pa ne, in se potem na sistemskem nivoju te stvari dosti bolj počasi odvijajo, ker se te presečne potrebe zanemarijo in potem delajo recimo gluhi in naglušni za sebe, motnje v duševnem razvoju za sebe, lahko branje je pa ravno tam eno tisto presečno področje, kjer je pa potrebno sodelovanje vseh teh organizacij, kar pa je včasih kar konkretni izziv. No, to je recimo ena taka zadeva, te invalidske organizacije, ta specifičen sistem tudi financiranja teh različnih invalidskih organizacij in pa seveda to, da so te posebne potrebe predvsem v visokošolski sferi pri nas še vedno nekako domena tega, da se pogovarjamo pač o študentih z gibalnimi ovirami, bolj kot ne. Ja, hvala. Se vidim, da pri nas, recimo prav konkretno v knjižnici, iz katere prihajam, imamo, torej se za te skupine, bom rekla, nekako zavzemamo in vidim ravno kolegica, ki se prijavlja k besedi, je pri nas pač, ki skrbi za to, no, in tako da hvala z moje strani. No, najlepša hvala vam, da ste tudi ta vidik izpostavili, ki bo vedno bolj aktualen, po mojem mnenju. Gospa Silva je dvignila roko. Lahko? Ja, dober dan. Tako kot je že Branka povedala, nekako koordiniram te zadeve v Univerzitetni knjižnici Maribor in v ponedeljek smo imeli prav na to temo eno izobraževanje za nas še zaposlene, kajti povabili smo z Društva študentov invalidov Slovenije kolegico, ki sta dejansko ta, ki je bila sedaj v ponedeljek pri nas in še ena druga, ena je Alenka Gajš, druga je Nataša Mavko Zimšek, obe zelo angažirani za študente, in to ne samo gibalno ovirane, tudi gluhe in naglušne in slepe in vidne. In bomo rekli, da zelo mi je bilo danes všeč to, kaj ste povedali, pa sploh ta misel sem si jo zabeležila, ljudje imamo različne potrebe in enake pravice. To je vaša misel, gospa Tatjana? Po pravici povedano, ne vem, čigava je, to je dejansko dejstvo, Ja. Ki se ga premalo zavedamo. In res se moramo zavedati, ne? In tudi bom rekla, da kolikor jim lahko gremo naproti, jim gremo mi v sami knjižnici z različnimi lupami in seveda oznakami po knjižnici in ograjami in z dvigalom, to so te osnovne zadeve, ne pa tudi s čim drugim še. Je pa res, da včasih pač ne zmoremo, vsi vemo, da smo odvisni tudi od finančnih sredstev, tako da v tem primeru pa smo tudi povezani z Društvom študentov invalidov Slovenije, ki res, bom rekla, vse pohvale. Sem bila na enem izobraževanju, ki je bila gospa Biba, ki jo verjetno poznate, ki je v Veliki Britaniji, in tudi, ko smo se pogovarjali, je rekla Alenka pa Nataša, Društvo študentov invalidov Slovenije. Koliko se da res smo na voljo in tudi v pomoč, koliko se pa ne da, pa še se bomo potrudili. Res je. Mogoče to recimo, ko ste ravno omenili študentke pa študente, ki imajo to senzorno oviranost, recimo slepota ali pa slabovidnost. Oni recimo, mi jih ne uvrščamo nekako pod naše ciljne skupine lahkega branja, ker za njih ni ravno značilno, da bi potrebovali neke. Drugače pa je recimo pri nekaterih, ki so na primer gluhi od rojstva, pa niso recimo, ki je pa res problem potem pri jeziku nastane, pri razumevanju in tako naprej. To je recimo pa drugo, ali pri njih oni nekako spadajo v te ciljne skupine. Slepi in slabovidni pa, če nimajo kakšnih drugih ovir, pa načeloma ne. Ker ravno to je potem tisto, kar nimam pa podatka recimo o tem, koliko je na fakultetah letos, oziroma na slabovidnih študentov. Na študijsko leto bomo rekli tako okvirno okrog 40. Malo več, malo manj, tudi kakšen je vpis, ne? Točen podatek za leto, mislim, da 17-18 študijsko je bilo 41, tako da tu nekje, no. Je pa res, da tudi ta gospa Biba iz Anglije je rekla, da med prebivalstvom je zagotovo 10% populacije za, bomo rekli, posebne potrebe ali pa invalidov. Če mi vemo, da imamo samo 1% pa 2%, to se pravi, da nekaj ni v redu z našimi informacijami. Ali se ti ljudje skrivajo, se pač ne razkrijejo kot takšni, ne? Ali pa mi nimamo dovolj
Pri nas nimamo uradnih podatkov o tem, koliko je ljudi z OIR-ami. Ja. Mi imamo samo neke posredne podatke, ki jih pridobivamo iz raznih teh, od tega, koliko je ljudi z odločbami itd. Nimamo pa nekih uradnih podatkov. Recimo, sploh, če gremo gledati za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, eno je varovanje podatkov, drugo je pa to, da nimamo neke sistematične. In to ravno do neke mere razhaja tudi iz te močne razdeljenosti tega invalidskega sektorja pri nas. Jaz lahko rečem, da imam izkušnjo tudi iz srednje šole, ker sem 15 let delala v gimnaziji in moram reči, da smo vsi ugotovili tudi na tem ponedeljkovem srečanju, da osnovne šole, srednje šole, to imajo super urejeno s temi pogodbami, svetovalne delavke skrbijo za to, imamo sestanke. Ko pa pride enkrat na fakultete, je pa to malo drugače, ampak potolažena sem ravno s Društvom študentov invalidov Slovenije in potolažena sem za eno svetovalnico, ki je tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in tudi tam se lahko zatečejo po pomoč, po nasvete, kakorkoli. Super. To so take stvari, ki bi se človek kar usedel pa jih debatiral, ker pri nas je dejansko smo ravno to, ne samo, da mi pravzaprav razmišljamo še sploh o tem, kako oziroma mi, ki se s tem ukvarjamo, država itak ne, kako sistematizirati te stvari, kako jih spodbuditi na neki ravni, ker to recimo, da se s tem ukvarjamo nevladne organizacije pa posamezniki, ki delate na teh delovnih mestih, to absolutno ni dovolj. Kot sem jaz prej omenila, recimo mi se izključno financiramo iz evropskih projektov in vse ostalo je pa totalno prostovoljno delo. In ni dosti takih norcev, ki bi se s tem potem šli ukvarjati. In dejansko pride do izgorevanj in ostajajo področja, ki jih še pri nas recimo sploh nismo naslovili. Ampak se veselim izziva, da bo to v prihodnost tudi prineslo. Ja, ker sem bila tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ravno s to predstavnico Društva študentov invalidov Slovenije in smo rekli, ker dejansko v pravilniku univerze pa je napisano, da knjižnice naj poskrbijo za te prilagoditve, od tega, da imajo dlje časa izposojeno gradivo, do tega, da lahko asistent dvigne gradivo za te gibalno ovirane in tako naprej. Smo rekli, da seveda gremo nasproti, koliko lahko, koliko pa ne, pa še se bomo potrudili zaradi tega, ker je nekaj tudi sistemsko vezano, recimo izposoja, eni imajo 3 tedne, eni imajo 2 tedna, eni imajo 1 mesec dni, tako da še tudi z IZOM-om sodelujemo, pa z Univerzo v Mariboru. Vse ta povezovanja in ta sodelovanja so izjemnega pomena in recimo tudi za nas vedno tudi te recimo predavanja ali delavnice ali debate ali karkoli so izredno dragocene, ker dejansko med sabo delimo izkušnje, delimo med sabo te slepe pege, ki nastajajo področja, ki še sploh niso pokrita, izzivi, ko so pred nami, izkušnje, ki jih imamo recimo od drugod in ravno zaradi tega so mogoče ta srečanja zelo, zelo pomembna. In tudi zaradi tega se zahvaljujem seveda za današnje povabilo, ker tudi mi se ves čas učimo in pridobivamo informacije in meni osebno je to izjemno dragoceno. Hvala tudi vam. Hvala enako. Še ima kdo kakšno vprašanje? Idejo. Za predavateljico. Veseli, da vidim, da dejansko resnično v vseh tipih knjižnic, tudi v osnovnošolskih, se srečujejo z uporabniki s posebnimi potrebami oziroma ki potrebujejo neko posebno gradivo in mislim, da je bilo koristno to predavanje in resnično sem vesela, da ste se odzvali in da smo upam, da bomo to zgodbo gradili nekako skupaj naprej v dobro vseh naših uporabnikov. Mogoče čisto za konec ravno to, mi zelo dostikrat poudarimo tudi, da ste prav knjižnice tiste, ki ste v nekih okoljih ali v lokalnih skupnostih ali v sklopu univerz ali kakorkoli, tisto mesto, kjer se srečujemo dejansko ljudje z različnimi potrebami. Dolgoročni cilj je, da smo vsi ljudje vključeni v družbo. To pomeni, da smo vključeni tudi v izobraževalna okolja in v knjižnicah se srečujemo dejansko vse sorte ljudje. In ravno knjižnice bi lahko bile tisti prostori dostopnosti, ki nekako to stvar v skupnosti usmerjajo in kamor ljudje dejansko pridejo. Ne organizacije za te invalide in one invalide, ne mi recimo kot nevladna organizacija, ki imamo druge skrbi, ampak ravno knjižnice, ki so dejansko prostori srečevanja ljudi. Tako da mogoče ena taka spodbuda za delovanje, za delo, ki pa vsekakor tudi že upravljate.
Hvala lepa. Bi še kdo kaj dodal? Drugače pa smo malce presegli čas, ampak smo se dogovorili že na začetku, da ga imamo, no? Malce več. Tako da, hvala. Ja, vidim, da so tudi odzivi, no, tule v chatu pozitivni, tako da... Najlepša hvala vsem. Tudi sem iz chata. Prav lep pozdrav, pa smo na vezi, če bo. Ena rokica in še, ne vem, Silva Belšaka bi še mogoče kaj rekla. To je samo ploskanje. Pardon, še razlagam. Bravo, hvala lepa, pa lep dan. Enako. Lep mednarodni dan. Hvala, nasvidenje, srečno. Živijo. Tako. Tatjana, hvala. Najlepša hvala za povabilo, pa še kdaj, če bo priložnost. Ja, res se mi zdi, da je bilo koristno. Meni osebno recimo, sem pač, in tudi vidim, da mislim ostalim, tako da smo na vezi, a ne? Pa dobro, res delajte še naprej. Mi smo pa tudi Sonjo na vezi, ja. Enako. Ja, nasvidenje, ja. Adijo, hvala.